Mirico Dobrega uspešno polnimo in v studiu pozdravljam že naslednjega gosta. Z menoj je Nejc Ašič. Prav pozdravljen, lepo Nejc. In nekajkrat smo se že videli tudi v naši oddaji v Mirici Dobrega in vesel sem, da si danes z nami. Lepo pozdravljen. Dobro jutro vsem in hvala za povabilo. Videli smo v napovedniku, ki se je ravno kar odvrtel, Slovenska nota 2019 na veliko odpira vrata prav z današnjim dnem, kjer smo razglasili veselo novico, da Slovenska nota 2019 bo. To je zelo pomemben podatek. Kako to, da je spet Mladinski center Hrastnik s teboj na čelu pripravil in se odločil za to, da greste v tretjo sezono? Ja, jaz moram povedati, da sem zelo vesel, da imamo čast tukaj na ETV-ju danes razglasiti to pomembno novico, da Slovenska nota bo. In sem tudi vesel, da smo že danes lahko razkrili datuma in audicij in finalnega večera. V Mladinskem centru Hrastnik smo se pa nekako, oziroma skupaj z organizacijsko ekipo Slovenske note, smo se nekako pogovarjali, da je to en projekt, ki ga je definitivno dobro še eno leto peljati in ni bilo v bistvu nič kontrarazlogov. Tako da predvsem pa, ker imamo željo se imeti fajn in delati še dobro naprej. K letošnji noti se bova še vrnila. Zdaj pa se malo ozriva nazaj. V preteklo leto, ko ste organizirali drugo slovensko noto, kakšni so bili kaj vtisi po njej? Osebno moram povedati, da je bila lanska slovenska nota zelo dinamična. Zelo smo se imeli v zakulisju fajn. Tekmovalci so se med seboj zelo spoprijateljili, kar mi je bilo zelo v veselje. Po drugi strani so pa tudi ljudje, dvorana je bila polna, to mi je bilo tudi zelo všeč. In z tega vidika smo dobili še eno dodatno motivacijo za delo za naprej, ko smo videli, da je nekako se zopet uspelo. Kakšna zanimivost iz zakulisja, tistega, česar javnost ni videla, kakšna zanimiva zgodba, kako so jo doživeli vsi sodelujoči? Ok, recimo ena zelo zabavna zgodba je bila, da so šli vokalisti skupine Šani Šeni v trgovino poleg delavskega doma Hrastnik lobirati za glasove in so recimo kupili prodajalki sendvič, kakor sem slišal, in potem so recimo nekaj ur pred finalnim večerom vsi tekmovalci bili v lokalu poleg delavskega doma Hrastnik in ob kitari pel. To je bilo tako zelo zabavno gledati, jaz sicer nisem imel časa se pač pozabavati z njimi, ampak mi je bilo všeč, ker so bili cel dan tam in so potem našli čas, da so se nekako relaksirali. Potem tik preden je bilo pa seveda treba stopiti na oder, je bilo pa seveda v zakulisju malo živčnosti, malo neke treme, ampak so potem nekako skupaj to prebrodili in smo potem izpeljali večer do konca. Omenil si polno dvorano delavskega doma Hrastnik, tam je bilo 10 tekmovalk in tekmovalcev iz celotne Slovenije, 3 voditelji, plesalci, 4-članska strokovna komisija, ena zmagovalka, ki prihaja iz Zasavja. Gotovo je bil večer nabit s pozitivno energijo. Ja, zdaj, ko se dejansko sliši, je res bil res poln večera, ne. Tako da ja, bilo je absolutno, ni nam bilo dolg čas, do konca smo potem bili do enih dveh tam, tisti, ki smo nazadnje ustrajali, tako da ja, definitivno so bili vtisi potem tako močni, da nismo mogli kar domov iti in ja, absolutno. In zmaga je ostala v Zasavju. Slavila je Trboveljčanka Maruša Zmrzlak, na drugem mestu je pristal Mozirčan Matej Zidarn, na tretjem mestu pa skupina Šani Šeni, ki si jo že omenil. So bile točke strokovne komisije pa občinstva skladne ali so bila razhajanja, kot je na kakih podobnih festivalih velikokrat slišati? Ja, to smo se bali že vnaprej, da bo mogoče kakšno neskladje in potem posledično nezadovoljstvo. Ampak Maruša Zmrzlak, kot si dejal, ki je bila zmagovalka, v skupnem seštevku je bila zmagovalka tako po mnenju strokovne žirije, tako po mnenju publika v dvorani. Potem pri drugih tekmovalcih so mogoče bila kakšna neskladja, da je dobil po strokovni žiriji majčkeno več točk kot po publiki, ampak kaj k temu botruje, v bistvu to se, kot si rekel, se dogaja na večjih festivalih in se najverjetneje tudi pri nas, ampak najbolj pomembno nam je bilo to, da je zmagovalka bila skladna in da so bili nekako publika in žirija enotni. Ja, in ostaniva še malo pri lanskoletni zmagovalki. Organizator Slovenske note, Mladinski center Hrastnik, je poklonil prvo pesem. Kdaj jo bomo slišali? Ja, prvo pesem z naslovom Skušnjava bo Maruša Zmrzlak izdala do najkasneje sredine februarja.
Naj povem, da je avtor melodije in aranžmaja Darko Barbič, avtor aranžmaja pa Aleks Volasko, ki je mimogrede zmagovalec Slovenske popevke lansko leto na RTV-ju. V bistvu je bil ta izbor, če lahko majčkeno povem, takšen, da so Maruši ponudili trije avtorji melodije več demo posnetkov, Sandra Erpej, Jana Sen in potem Darko Barbič. In v isti sekundi, ko je dobila ta demo posnetek skušnjava od Darkota, je rekla, da je to tista pesem, ki jo želi imeti za svojo. In potem so nekako snemali do decembra pesem, potem pa so začeli med božično-novoletnimi prazniki snemati tudi videospot. Ja, tako da bo pesem ugledala luč sveta do najkasneje februarja, je pa zelo dobro. Nedavno pa sta Maruša in prva zmagovalka Slovenske note, še eno leto nazaj, prve Slovenske note, priredili tudi prvi skupni koncert v Trbovljah. Torej se Slovenska nota povezuje. Ja, v Mladinskem centru v Trbovljah sta priredili božičen novoletni koncert in sta se imeli pri tem lepo. To mi je bilo zelo lepo gledati, sem pač šel ta koncert si ogledati in ko sem jih gledal, mi je bilo tako lepo simbolično, da se povežejo. In ne samo one dve, tudi drugi tekmovalci, tekmovalke so se med sabo povezali. Naj recimo povem, da band, ki je spremljal vse tekmovalke in tekmovalce lansko leto, The Takeover, je potem začel sodelovati z tekmovalci iz skupine Šani Šeni. In tudi nasplošno so se med seboj na teh socialnih omrežjih povezali, sedaj se spremljajo drug drugega, podpirajo, všečkajo, to je ta sodobna digitalna podpora drug drugemu. In ja. Zdaj pa se še malo vrniva na letošnjo, ki še bo, ki se bo zgodila. Na začetku najinega pogovora smo videli napovednik z dvema pomembnima datuma za letošnjo Slovensko noto. Torej, videli smo datum audicije in datum finalnega večera. So se priprave torej že začele? Ja, tako se pravi, finalni večer Slovenske note bo 7. septembra ob 20. uri v Delavskem domu v Hrastniku. Audicija za Slovensko noto se bo pa odvila 23. marca 2019 v Mladinskem centru v Hrastniku. Prijave za Slovensko noto se bodo pa še odprle tekom januarja. In ja, priprave so se v bistvu začele že, danes sem gledal, kdaj smo začeli delati 12. septembra. 1. septembra je bila pa finalni večer. Tako da takoj smo začeli v bistvu s kolegi, s katerimi debatiramo idejno o tem festivalu. Naj jih recimo poimensko izpostavim: Laura, Matej, Pija, Maša in Anže. Smo začeli nekako premišljati, kaj so tisti plusi, minusi lanske Slovenske note in smo potem nekako oblikovali pravila za letošnje leto. In potem tudi kup drugih še stvari, ki jih je potrebno opraviti, preden začnemo s Slovensko noto, od grafične in akustične podobe in tako naprej. Tako da so bili ti meseci v bistvu, kakor da se nič ni dogajalo, ampak v resnici vseeno. Boste koncept, ki se je obnesel, ohranili, ga boste nadgradili in koliko tekmovalcev boste sprejeli na finalni večer? Koncept bo isti, se pravi, gre za tekmovanje neuveljavljenih pevcev in pevk za celotno Slovenijo, mislim, ne, ni samo za Zasavje, to moramo vedno poudarjati, čeprav si seveda tudi želimo Zasavčanov, absolutno vseh, Potem prepevali bodo pesmi neuveljavljenih pevcev in pevk, neuveljavljenih pesmi, se opravičujem. To smo potem predebatirali, da v bistvu še ne bomo letošnje leto dovoljevali prepevanju avtorskih pesmi, kljub temu, da smo lansko leto to eni skupini dovolili. Sprejeli bomo pa na finalni večer maksimalno 10 tekmovalk in tekmovalcev. To smo se pogovarjali, ker gre za dogodek v živo in je potrebno imeti v mislih, da ne smemo biti do 11 tam. Zdaj minimum bo pa odvisen od strokovne žirije, ki bo v bistvu imela to avtonomijo oziroma pristojnost, da če bo presodila, da bi jih bilo 8, jih bo sprejela 8. Tako da to se bo potem izvedlo na sami audiciji, ampak maksimum je pa 10. Zelo mi je všeč letošnji slogan Slovenske note. Vsaka beseda posebej nekaj pomeni. Barvito živimo sanje. Sanje, živimo, barvito. Kaj pravzaprav predstavlja ta slogan in katero sporočilo nosi? Lansko leto, naj recimo povem, da je bil slogan Skupaj smo eno. Letošnje leto je Barvito živimo sanje. Gre v bistvu za to, da je ogromno mladih, talentiranih tekmovalk in tekmovalcev, pa ne samo tekmovalk in tekmovalcev, nasplošno ustvarjalcev in ustvarjalk, ki so nekako na začetku svoje poti, med drugim recimo tudi jaz, pa vsi ostali, ki ta festival pač delamo,
smo še na začetku mladi, a ne sveži in vsi imamo neke svoje sanje, cilje v življenju in se mi zdi ta slogan, da res barvito živiš to, kar hočeš, tak pozitiven sporočilo za vse, ki se bodo prijavili in sodelovali letošnje leto, se pravi, da bodo pač tudi, če samo za en večer, ne na finalnem večeru, da bodo doživeli tisto, kar hočejo. Če bi nas rad kdo izmed naših gledalk in gledalcev, ki nas spremlja v tem trenutku, poklical, je seveda dobrodošel, da pokliče našo telefonsko številko, ki se je izpisala na ekranu. Imamo pa tudi nagradno vprašanje, in sicer kako se imenuje festival, o katerem danes govorim z Nejcem. Prijetna praktična nagrada bo prišla prav tistemu, ki bo odgovoril na to vprašanje. Vabljeni torej, da nas pokličete in malo pokomentirate festival, oddajo, pa tudi, če imate kako vprašanje, bo Nejc z veseljem odgovoril. Lansko leto ste že postregli s prvo himno slovenske note. Slišali smo jo, že en delček v napovedniku, na začetku. Kdaj pa jo bomo lahko slišali v celoti? To me zanima in kdo jo je ustvaril. Ja, lansko leto je bila himna z naslovom Skupaj smo eno izdana avgusta. Letošnje leto pa bo nova himna, nova akustična podoba festivala. Delček je že bila izdana premierno danes tukaj na vaši televiziji. Naslov bo seveda tako, kot je naslov slogana, se pravi barvito živimo sanje. Ustvaril jo je pisec iz Kranja, Timotej Jerman. Besedilo je moja malenkost, melodijo sta pa prispevala kolega Anže Dejak in Aleša Brejc, ki sta v bistvu ustvarila to pesem že lansko leto. Letošnje leto jo je pa Timotej samo nekako spremenil iz balade v hitro pesem. Meni je zelo všeč in res komaj čakam, da bo gledala luč sveta, seveda pa lahko pričakujete sedaj januar, februar, da bomo celotno pesem tudi izdali. Organizatorji pa verjetno radi slišite tudi odziv občinstva, tistega, ki od zunaj spremlja ta dogodek oziroma celotno dogajanje. Kako ste zadovoljni s temi tovrstnimi odzivi? Ja, v bistvu zdaj nekih odzivov, tako da bi dobivali, v bistvu se jih tudi ne moramo. Edin, kar so recimo, so neki statistični pokazatelji, če lahko rečem, in smo zelo veseli, da imamo na Facebooku samo še 70 všečkov do tisočaka. Na Instagramu sicer smo še bolj novi, jih je nekaj čez 100. Na YouTubu je pa v bistvu preko 100 posnetkov slovenske note zdaj v 2 letih se nabrali, ki so v skupnem seštevku dosegli zdaj 47,000 ogledov. Tako da s temi številkami smo zelo zadovoljni. Zdaj odziv, kot sem rekel, drugačega ne moramo dobiti, dobimo pa seveda odziv sodelujočih, ki vsi rečejo, da jim je bilo lepo, in ta odziv je, mislim, da tisti, ki je v bistvu še pomembnejši kot publika. Zdaj pa bova sprejela telefonski klic. Dobro jutro želim nekomu, ki je z nami. Nekdo nas je poklical. Dobro jutro. Halo? Ja, se slišimo. Kdo je z nami? Dobro jutro, zelo slabo se slišimo. Mi pa vas slišimo zelo dobro. Če sem vas po glasu prav prepoznal, Darja, naša gledalka. Darja pri telefonu in doktor Petek, veste, ker je leto še mlado, sem zelo vesela, da vas vidim, da vam zaželimo vse dobro v novem letu. Ja, hvala enako. Vaši ekipi, gostom danes imate tudi zelo zanimive, malo se mi lušta tele tortica tam. Gledamo mes, kako nastaja in dobiva končno podobo. Tudi glasbo imate radi o slovenski noti? Glasbo seveda, tukaj so mi bili zelo všeč na začetku, pa tudi tale gost, ki ga imate zdaj v tem trenutku, veliko v glasbi govori, ki jo imam jaz rada. Naj tale slovenska nota uspeva še naprej. Ja, in zdaj ste, Darja, že odgovorili na to nagradno vprašanje. Slovenska nota je festival, o katerem govorimo in ki je pripoznan pri nas v Zasavju. Praktično nagrado, stekleničko, ki jo imamo na mizi, boste prejeli. Hvala za tale klic in ostanite v naši družbi še naprej. Ja, absolutno bom. Vsem, celi ekipi, vsem gostom prisrčen pozdrav. Hvala in lepo nasvidenje. Srečno, nasvidenje. Nejc, za konec našega najinega pogovora pa mogoče še sporočilo vsem tistim, ki spremljajo dogajanje v tem projektu. Kaj si lahko obetajo od letošnje, že 3. sezone festivala, kaj obljubljate, kaj sporočate
sporočate organizatorji vsem tistim, ki jih te stvari zanimajo? Ja, v bistvu vabimo res vse gledalke, gledalce, vse podpornike slovenske glasbe in ljubiteljce slovenskih glasbenih festivalov, da nas všečkajo tako na YouTubu, tako na Facebooku, tako na Instagramu. Pripravili bomo veliko zanimivih vsebin od januarja do potem finalnega večera 7. septembra. Obljubljamo veliko slovenske glasbe, to je na prvem mestu, spoznavanja talentiranih pevcev in pevk iz celotne Slovenije in pa seveda tisto razvedrilo, sprav, ko vam je dolg čas, ko ne veste, kaj delati, bomo z veseljem tam, da vas bomo razvedrili in vam dali neko vsebino za prosti čas. Ja, mi se veselimo letošnje note, smo pa tudi v pričakovanju glasbenega izdelka, pesmi lanske zmagovalke. Upam, da nas obvestiš, ko bo to nastalo in da tudi v naši oddaji predstavimo to, o čemer smo danes govorili. Z veseljem. Nejc, veliko užitkov ob organizaciji in dogodkih slovenske note ti želim. Upam, da še sprejmeš naše povabilo, da še prideš v Mirico z novimi informacijami. Za danes pa hvala na tem mestu. Če boš imel čas, pa te ob koncu oddaje povabimo še v kuhinjo, da pogledamo, kaj bo pripravila naša Lučka. Dobro, hvala za povabilo in lepo jutro še naprej. Vi, drage gledalke in gledalci, pa tudi ostanite še v naši družbi.